Pozdravljeni! Danes začenjam serijo prispevkov namenjenim veliki nagradi Nizozemske. In na vrsti je tisti prvi, uvodni, kjer si bomo ogledali vse značilnosti, še preden se aktivnosti na sami progi začnejo. Za marsikaterega mlajšega navdušenca Formule 1 je velika nagrada Nizozemske novost v koledarju. Ampak ta dirka ima izjemno dolgo tradicijo in tu smo lahko videli kar nekaj pomembnih dogodkov. Namreč samo dirko so začeli organizirati pod pravilnikom Formule 1 že davnega leta 1948. Zavedam se, prva dirka svetovnega prvenstva je bila tista v Silverstonu leta 1950, ampak imamo tudi dirke, ki niso veljale za svetovno prvenstvo in te so se začele dogajati bistveno prej in tudi potem. In prav dirka v Zandvoortu je bila ena izmed tistih, ki na začetku sploh niso bile vključene v ta sistem, čeprav so veljale po pravilniku za dirke Formule 1. Zadnja dirka, ki smo jo lahko tu gledali v svetovnem prvenstvu Formule 1, tokrat se je odvila leta 1985 in obeležila je tudi zadnjo zmago Nikija Laude. Ampak danes bomo pogledali drugo dirko iz preteklosti, namreč tisto, ki se je zgodila leta 1978. Posebna dirka in tudi zanimiva po svoje. Leto 1978 je značilno zaradi prihoda Lotusa 79, tistega prvega bolida, ki je učinkovito izrabljal talni efekt. Mnogi bodo govorili o nepremagljivem Lotusu 79, čeprav v primerjavi z današnjim časom še zdaleč ni bilo tako. Ampak velika nagrada Nizozemske je bil takrat pomemben mejnik. Zadnja izmed 4 dirk, ko sta oba voznika ekipe Lotus dosegla dvojno zmago. In tu je zmagal Mario Andretti pred Ronijem Petersonom. In to je bila zadnja zmaga za Lotus 79 in zadnja zmaga za Marija Andrettija. Že naslednja dirka, velika nagrada Italije, je bila tragična. Umrl je Roni Peterson, Mario Andretti je pa postal svetovni prvak. Kar je bilo zanimivega v tej dirki, je bila tista nesreča v prvih krogih. Trčila sta Riccardo Patrese z Arrowsom ter Tyrrellom Didier Pironi. Za današnje standarde nekaj nepojmljivega. Razbitine so bile na sredini proge. Nihče ni opazil nobene rdeče zastave, zakaj bi dirko sploh prekinjali, in opazili smo lahko, kako vozniki vozijo lepo po levi in po desni, samo da se izognijo vsem drobcem. Tudi varnostniki ob progi so izkoristili tisti premor, ko se je kolona bolidov Formule 1 znašla na drugem delu proge, da so več ali manj pospravili razbitine. Gledano z današnjega zornega kota nepojmljivo, ampak gledano z očmi iz tistega časa nekaj čisto vsakdanjega. Samo tako, da bomo videli, koliko se je tudi spremenila Formula 1 v vseh teh desetletjih. Vrnimo se na progo v Zolder. Časom sem napravil posebni prispevek, kjer sem skušal razložiti vse te legende, ki se skrivajo za imeni ovinkov na tej znani progi. Kolikor koga zanima, kot običajno dobi bližnjico v samem popisu. Danes bomo šli korak naprej, gledali si bomo značilnosti in tu se bomo oprli kot običajno na tisto tabelo, ki jo je pripravil Pirelli. Vidite najprej izbor samih pnevmatik. C1, C2 in C3. Najtrši možni izbor. Če pogledamo tiste vrednosti na sami tabeli, bomo ugotovili, da so precej visoke.
A kot sem vam omenil, od leta 1985 nismo videli dirk Formule 1 za svetovno prvenstvo tu v Zolderju. Proga je spremenjena in seveda tudi obnovljena. Zato je najbolje, da primerjamo vrednosti, ki nam jih je tu predstavil Pirelli, s kako drugo progo, katere smo imeli možnost že videti letos. Največja podobnost je pravzaprav s progo v Silverstonu, tam, kjer smo gledali veliko nagrado Velike Britanije. Opazimo lahko, da številke so skoraj do potankosti enake, le v določenih rubrikah je razlika za eno samo točko, ampak podobnost neverjetna. Pnevmatike so tudi zaradi tega razloga tiste najtrše in pozoren bom malce tudi na tlak v njih, kolikor je ali ni primerljiv. Ena izmed značilnosti proge v Zolderju so dvignjeni ovinki. Kolikor se ta dvig izrazi v kotu, je med 18 in 19 stopinjami, kar je ogromno, kot vidimo tudi na teh fotografijah. Kot sem že omenil, proga v Indianapolisu oval ima naklon le 9 stopinj in če malce zaokrožim, je 10 stopinj več. Zanimivo vprašanje bo, kako se bodo obnašale pnevmatike. Poleg tega s temi trdimi mešanicami bodo temperature tiste, ki bodo lahko odigrale ključno vlogo. Zato je sedaj trenutek, da si malce ogledamo vremensko napoved. In poudarjam, danes, ko snemam ta prispevek, je četrtek, ter vzel sem kar nekaj napovedi in napravil neko povprečje. Videli bomo, ali sem opravil dobro ali slabo delo. Ampak začnimo. V petek delno oblačno, s temperaturo med 15 in 20 stopinjami Celzija. In to je napoved, ki bo držala približno za prvi prosti trening. Medtem ko za drugi prosti trening bo že sončno in temperature se bodo res vrtele okrog 20 stopinj. V soboto in nedeljo je napoved sončnega vremena. S temperaturami v soboto zopet malce nad 20 stopinjami, medtem ko v samo nedeljo se bodo te lahko celo približale 25 stopinjam Celzija. S kratko pripombo, zvečer v Zolderju so napovedane nevihte. In kot sem vam omenil, to je vremenska napoved, ki sem jo dobil v četrtek. Do nedelje se lahko še marsikaj spremeni, ampak upam, da ne bomo videli česa podobnega, kot smo gledali v Belgiji. In sedaj bomo prišli tiste skoraj da že običajne napovedi, kar se tiče prispevkov, kjer res bom tudi tokrat sodeloval s sportklubom, a z eno dobrodošlo spremembo. Dodeljen sem bil kot sokomentator samo k Formuli 1. Torej, imeli boste možnost me poslušati na prostih treningih, kvalifikacijah in seveda dirki. Kar pomeni, da bojo lahko prispevki objavljeni s manjšo zamudo kot običajno, ampak tokrat s poročanjem direktno z prve osebe iz središča dogajanja. In upam, da me boste spremljali. Kar se tiče tega uvodnega prispevka, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.